Danes želim govoriti na temo počitek v Božji prisotnosti. Je čas dopustov, ali začel se čas dopustov, ampak v bistvu to temo sem dobil kakšne moče 3 tedne nazaj na srce, naj pridigam, naj govorim o njej. In v bistvu, ko sem bral Sveto pismo in prebral en odlomek, ki ga bom zdaj prebral, pozneje ga bomo še enkrat. Ampak prebral sem te besede. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vso mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. In v bistvu, ko sem prebral te vrste, enostavno sem začel razmišljati, kakšen je bil to čas, kakšen je bil trenutek, ko je v bistvu se Jezus svojo prisotnostjo učil, ozdravljal ljudi. Si lahko mi danes sploh moče v današnjem času kaj takega predstavljamo ali se postavimo v tisti čas, ko prihajajo bolni in Jezus jih ozdravlja. Ko prihajajo ljudje zmedeni, obsedeni in grejo domov svobodni. In pravi Božja beseda, vso mesto se je zbralo. In Jezus je enostavno služil ljudem. In nekako me je to prevzelo, to je trenutek, ko se razodeva Božja prisotnost. In ko se razodeva Božja prisotnost, potem je človeško srce, naše življenje, naša bremena, naši strahovi, naša utrujenost, bolezen, karkoli, enostavno ali odstranjena ali spremenjeno naše življenje in enostavno se v našem življenju nekaj sprosti. Ali doživimo en počitek v svoji duši, v svojem duhu, v svojem življenju, v določenem trenutku. In živimo v času, za katerega lahko rečemo, ne gre nam tako slabo. Imamo dom, problemi so nam mogoče klima in marsikaj. In lahko smo hvaležni, življenje nam je v mnogih stvareh postalo lepše in udobnejše. Ali toliko ljudi je utrujenih od življenja. Toliko ljudi potrebuje počitek v svoji notranjosti. In vemo, da verjetno nekje, ko se pol leta izteče, prvih 6 mesecev je čas za dopust, pol leta smo pregurali, pregarali, kakorkoli, zdaj rabimo počitek in naše telo rabi počitek. In tudi na konferenci, ko smo govorili o jubilejnem letu, kot je že Boris omenil, vsako 7. leto je morala zemlja počivati. In tisto leto so jedli samo to, kar je zraslo samo od sebe. Se lahko predstavljate, se mi odločimo 1 leto, ne bomo nič delali. To, kar nam zemlja da, to bomo jedli, se bomo veselili, bomo zahvaljevali našemu Bogu za življenje, ki nam ga daje. V bistvu na tej konferenci smo
v mnogih stvareh videli, kako globoko smo zašli v neki svoj stil življenja. Danes treba zemljo izčrpati do konca. Najboljša gnojila, najboljša škropiva, da se uniči vse tisto, kar ne sme biti na zemlji. Ali Bog je že vedel mnogo let nazaj, tudi zemlja rabi počitek. Tudi zemlja si mora spočiti. In vemo, da v življenju so trenutki, ko planiramo, ko načrtujemo, ko se učimo, so mogoče trenutki v življenju, ko smo na nekem vrhuncu. In prej, ko smo v nekem vrhuncu, mora priti trenutek počitka. Ker če ni počitka, so mnoge ustanove polne, ker ljudje so utrujeni od življenja. Ker pravijo, ne morem več v življenju. Tudi v Jezusovem življenju so bila različna obdobja in verjetno je bilo to obdobje zelo intenzivno. Moliti za ljudi, delati čudeže in je bilo verjetno zelo naporno. Na koncu je v bistvu Jezus relativno umrl zelo mlad. Verjetno nekje 34 let. In to želim pogledati iz Božje besede, nekaj točk, trenutkov, ki nam govorijo o enem počitku v našem življenju v Božji prisotnosti. To je počitek, ki te ga lahko da samo Bog. Jaz lahko danes pridigam o tej temi, ali tega ti ne morem dati, lahko ti samo povem. To lahko doživiš samo, če dovoliš, da se Bog svojim svetim duhom dotakne tvojega življenja. In vemo, ko je Jezus začel službo, je v bistvu začel oznanjati evangelij. In to ni bilo samo neko oznanilo, to ni bilo samo neko učenje, kdo je Bog, ki se nanaša na njega ali na Jezusa, ampak resnično Božje delovanje med ljudmi. In to, kar smo prej prebrali, v bistvu smo videli delovanje Boga med ljudmi. Janez Krstnik je začel pripravljati pot za Jezusa. In moče preberemo v Markovem evangeliju, v 1. poglavju, od 2. do 8. vrste, Marko 1, od 2 do 8. Kakor je zapisano po preroku Izaiji, glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas pijončega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je, za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerme njegovih sandal. Jaz vas krstim v vodi, on pa vas bo krstil v svetem duhu. Janez Krstnik je začel pridigati. Ali bil kot glas pijončega v puščavi. Pripravite svoja življenja. Pripravite se na srečanje z Jezusom.
In v bistvu jih je krstil. In Božja beseda pravi, oznanjajo krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. V bistvu je bil to krst, ki je nekako pripravljal ljudi na resnično odpuščanje grehov, katero se je lahko zgodilo po veliki noči. Potem, ko Jezus na križu umrl za naše grehe. Od tistega trenutka naprej mi lahko doživimo svoje odpuščanje svojih grehov, ko pridemo k Jezusu in ga prosimo za odpuščanje in ga sprejmemo za svojega rešenika. Janez je v bistvu pripravljal ljudi in jih krstil. Ali bil to ena priprava, kot sem rekel, na resnični krst nekoga, ki resnično lahko odpusti tvoje grehe. In to je samo Jezus, kateri je na križu umrl za naše grehe. Janez Krstnik je tudi jasno tukaj govoril. Jaz vas krščujem v vodi. Za menoj pride nekdo, ki vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Beseda krst, najdolgo smo imeli krst, pomeni nekaj potopiti pod vodo, pomeni nekoga dobesedno zaliti v vsej polnini in moči. In Janez Krstnik pravi, pride Jezus, ki vas bo potopil v svetem duhu, svojo močjo krstil v moči in delovanju. In v bistvu to prinaša eno izpolnitev in moč in na drugi strani počitek v Božji prisotnosti. Ko se Bog dotakne svojo močjo, vedno mi doživimo eno duhovno obnovitev. Velikokrat odložimo neka bremena, ki smo jih nosili, ki smo moče mislili celo Božja volja in da ne vem, kaj moramo vse storiti. Ko se Božja prisotnost dotakne našega življenja, da mi doživimo počitek. Eno notranjo obnovo. In za eno zmagovalno krščansko življenje, mi bi rekli, moramo več moliti, moramo se več postiti, moramo več oznanjati Božjo besedo, pričevati, biti truba. Vse to je del resnice. Ampak obstaja nekaj več, obstaja nekaj globje. Za uspešno krščansko življenje potrebujemo počitek. Razodetje Božje prisotnosti v svojem življenju. Markovo evangelijo v 9. poglavju beremo en poseben čas, trenutek od 2 do 8, Marko 9 od 2 do 8. Ko Jezus, čez 6 dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. V priču njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu, Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas, to je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ko se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In poznamo to zgodbo, ko Jezus zame Petra, Janeza in Jakoba na gore
in doživijo dobesedno razodetje Božje prisotnosti. In kaj Peter napravi? On je bil vedno za akcijo. Rabi, dobro je, da smo tukaj. Dobro nam je. Rabimo malo več časa, da smo v takšni prisotnosti. Nadalje Božja beseda pravi, da je bil Peter malo zmeden, da niti ni točno vedel, kaj je govoril. Mislim, vedel, kaj je govoril, ampak dajmo postaviti 3 šotore in bomo tukaj uživali Božji prisotnosti. Ali bi se ta odlomek, sem se samo prebral, da nekako vidimo, zgodila se nam posebna atmosfera. In učenci so bili dotaknjeni. In verjamem, spremenjeni. Ne piše v Svetem pismu vse, kaj so se pogovarjali. Tudi pozneje ne. In Jezus si pravi, ne govorite o tem, dokler ne pride čas za to. Ali kar vidimo, Peter, Jakob in Janez so imeli en poseben čas. Bili so v Božji prisotnosti. In nekaj, kar so potrebovali v svojem življenju. Vemo, Jezus začne oznanjati evangelij. Ko je v puščavi se srečal s hudičem ali nekako premagal ga v tej skušnjavi, je začel oznanjati evangelij v Galileji. Marko 1,14 beremo. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo, oznanjal je Božji evangelij. Mi si moče danes sploh ne predstavljamo času, kaj se je dogajalo. Mislim, da je bila ena prava drama za delovanje Jezusa Kristusa. Nekdo, ki je pripravljal pot, ali Janez Krstnik, ki je pripravljal pot za Jezusa, je bil ubit. In tako je začel znati evangelij. Božji evangelij. Evangelij, ki govori, kdo je Bog. Evangelij, ki prihaja od Boga. Evangelij, ki v Novi zavezi pomeni vesela novica. Kaj Bog sporoča po Jezusu Kristusu ljudem. To je evangelij. Kaj Bog po Jezusu Kristusu sporoča ljudem, ali vemo, da je na križu umrl za naše grehe. Da imamo v njem odpuščanje in da imamo v njem večno življenje. To je vesela novica. Smrt ni konec. Amen. In prebrali smo že odlomek Marko 1, 32 do 34. Ko pa je se zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vso mesto se je zbralo pred vrati in ozdravil je veliko bolnih z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. Ti ljudje, ki so bili bolni, ljudje, ki so bili obsedeni pod kontrolo demonov v njihovem življenju, potrebovali so ozdravljenje, osvoboditev, od trpljenja, od bolezni. Potrebovali so počitek od svojih muk, od svojih težav. In Jezus je prišel in tako začel upravljati svojo službo.
tej konferenci je bilo jasno izpostavljeno, kaj je jubilejno leto za nas. Nismo v stari zavezi, nismo izraelsko ljudstvo. Oziroma, kdaj se je začelo jubilejno leto za nas? V Lukovem evangeliju, v 4. poglavju, od 16. vrste beremo. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral. In podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je pomazilil, da prinesem blago vest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospoda. In v bistvu mi živimo kot cerkev v tem jubilejnem letu. In če preberemo še odlomek z Markovega evangelija v 2. poglavju, od 1 do 12. Marko 2 od 1 do 12. Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je zvedalo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še pred dverjo ni bilo več prostora in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga 4 nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti, preden so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho, naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: Otrok, odpuščeni so ti grehi. Sedelo pa je tam nekaj pismukov, ki so v svojih srcih premišljevali: kaj ta tako govori? To je bogokletje. Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga? Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako razmišljajo, in jim je rekel: kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je lažje reči hromemu: odpuščeni so ti grehi, ali reči: vstani, vzemi posteljo in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe. In rekel je hromemu: pravim ti, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov. Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven v pričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: kaj takega še nikoli nismo videli. In tukaj vidimo drugi primer. Jezus spet uči, ozdravlja in množica okrog njega in ne moreš do njega. In ne moreš do Jezusa, ker je takšna gužva. In tukaj Jezus malo obrne vse skupaj. Oni ga prinesejo za ozdravljenje, ker je bil hrom. In Jezus šokira vse. In pravi: odpuščeni so ti tvoji grehi. In takoj so se nekateri začeli zgražati. Grehe lahko odpušča samo Bog. Niso verovali, niso vedeli, da je Jezus tudi Bog. Ali Jezus jih je izzval. Njegova bližina, njegova prisotnost je dovolila na njihove življenje. Božja prisotnost prinaša tudi počitek od moči greha, od nevere, od duhovne slepote. Ne vem, kaj je tvoj življenjski cilj.
Kaj je tvoj moto? Kaj je to, ko te nekdo sredi polnoči vpraša? In prvo odgovoriš, kaj je tvoja potreba. Ta svet rabi, oziroma išče rešitev. Iščemo mir. In Mlena na morju brala eno pričevanje nekoga, ki je Ukrajinec, ki se je rodil med drugo svetovno vojno. Židenja v Ukrajini, tako je. In je rekla, v vojni sem se rodila in izgleda, da bom tudi v vojni umrla. A ni to tragična slika človeštva, sredi znanosti, sredi razvoja? Namesto počitka vojna. Kajti počitek nam lahko da samo Bog in njegova prisotnost. In Jezus je, lahko rečemo, začel revolucionarno opravljati svojo službo, delati čudeže. Takoj so se množice začele zbirati. Kako se ne bi zbirale? Če si v življenju ali bolan, ali greš skozi trpljenje, stisko, bremena in želiš to odložiti, želiš počitek, želiš nekaj, da se končno vsega tega rešiš in odložiš. In mnogim je Jezus konkretno v trenutku se dotaknil. In so šli domov. Jaz si ne morem predstavljati ta hrome. Morali so ga 4 nesti in zdaj lahko gre on sam. In ne sam, to postelj, karkoli je že bilo podobno posteli, vzame in gre. Ta človek je bil spremenjen. On ni rabil dopusta. Ta čudež je bil njegov odmor, je bila njegova moč, je bila sprememba v njegovem življenju, v enem samem trenutku. In ne samo to, vedel je, da so mu grehi odpuščeni. Danes je toliko ljudi zdravih, telesno, ali njihova srca, njihove duše so bolne, kajti moč greha uničuje njihova življenja. In tekajo. Kje bi našli mir, kje bi našli počitek? Božja prisotnost lahko edina da počitek našim dušam. Našemu duhu, da nas dvigne. Jezus je prišel, da odpušča grehe. In Jezus je lahko odpustil. Tudi že pred Golgotskim križem, ker je bil Bog, ker je bil pravičen. In še nekaj, kar je bilo pomembno v njegovem življenju. Jezus je imel svoj počitek. In velikokrat beremo, da je molil. Ali jaz s tem pravim, Jezus je imel tudi čas priprave za služenje ljudem. V Markovem evangeliju, prvo poglavje, od 35 do 37 vrste. In pisec Marko ni izpustil, kar je Jezus učil, kar je delal. Ni izpustil, da je Jezus, beremo takole, Marko 1, 35 do 37. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. Jezus
je imel čas za počitek. Hudič je danes v tem svetu. To besedo molitev tako obrnil, da je z nje naprej, to je nekaj, kar mi ne moremo, to je nekaj, kar nimam časa, to je nekaj, kar moram biti tako duhoven in tako svet, da lahko to opravim. Jaz poverujem in videl sem v življenju, zakaj se on umika. V bistvu je šel in verjamem. In v Getsemani vidimo tudi molitev. S kom se je Jezus pogovarjal, s kom je delil. S kom se v začetku, ko ni razumel, kaj je Božja volja, ali pa čeprav je vedel, kaj je Božja volja, bil je izkušen. Ali res mora spiti ta kelih? Želimo počitek v Božji prisotnosti. Potem si moramo vzeti čas za Jezusa. Za molitev. Ali če hočete danes pogovor z Jezusom, kavico z Jezusom, karkoli. Samo da razumem, da to je trenutek, kjer želimo biti na sami z Jezusom in izliti svoje srce njemu. In mu povedati vse stiske, vsa bremena, vso težo, da lahko doživimo počitek v Božji prisotnosti. In dajmo zaključiti z molitvijo. Lahko stanete. In vzeli se bomo nekaj časa za molitev. Zdaj bomo začeli s počitkom. V Božji prisotnosti. Tukaj smo. Bog je tukaj. Sveti Duh je tukaj. Ne samo tukaj. Jezus tvoj zveličar, v tvojem srcu je. In vsi ljudje, ki so prihajali k Jezusu, rabili so počitek od svojega življenja, moče muk, trpljenja, bolezni, duhovne zvezanosti, grešnosti, nemoči. Ali Jezus ti danes pravi, meni in tebi, tukaj sem. Tukaj sem, prav zdaj. In pridemo v molitvi. In povemo Jezusu. Kar te teži prav zdaj. Jezus, tukaj sem.